Marko, po čem te poznamo Slovenci? Pa jaz bi si želel, da me po mogoče Instagram pa potovanjih, ampak najverjetneje po tisti epizodi Super para, ki je bilo zelo luštno. Čeprav počel si pa že marsikaj zanimivega, ne? Prej smo se pogovarjali, da ste kot mulci nabavili avto in dirkali, ali kaj? Kar se tiče avtov, sem bil tak avtomobilski navdušen že od majhnega. Moja prva beseda je bila avto, tako da to mi je bilo v krvi. Ja, in točno tle smo v bistvu kupili smo bolhco, cel dvorišče se je zbral in potem smo s tisto bolhco derkali tle po Viču. To so bili še malo drugi časi, ko so te policaji malo lovili, pa mogoče še kakšno klofuto dal. To so bila pozna 80-ta, začetek 90-ih. Tako da, ja, tako se je začel. Povej mi, kaj je bila najbolj smešna zadeva ali pa najbolj čudna zadeva, ki si te je zgodila za volanom? Parkiral sem Jugota pa šel v diskoteko v centru Ljubljane in pridem iz diskoteke ven in tako en sedi, spi v avtu, ne, in jaz tako gledam, čak, to ni moj avto, ne, za volanom, ne. Kva bom zdaj, se odpiram tist, ne, pripravljam se, da bo neki, bo mogoče agresiven, kaj jaz vem, kaj s tem človekom, razumeš, odprem un, jaz, kaj je s tabo, kaj spiš, veš, kaj je bilo mrz, ne, zima je bila, ne, je bilo mrz, veš, pa Jugota je najlažje odpreti, ne, celo kar se malo prespal, pa sem se kot debeš mi stran, veš, in un, tako kao, okej, kaj se razbureš, še da bom razkužil, pa tako da grem in un, tako reče še, v katero smer pa gre, bejš mi stran, sem rekel. Še pelat bi ga mogel. Ja, še to, to je bila ena taka. Kaj pa sanjski avto, če bi imel denarja, koliko bi hotel? Kaj bi bil un avto, ki bi ga res kupil? Kakšen G, AMG hud, pa kakšen Lambo bi bil, to bi bil kar to. Bi bil kak rdeče barve? Ne. Ne? Ne rdeče barve. Ampak enega rdeče barve boš pa vozil. Zate imamo Toyota Celica. Ja, Kak se ti zdi? To vidim. Zdaj tako, Japonci, no, nisem nikoli bil navdušenc, ampak vem, da so dobri avti, tako da bo moj prvič. In zgleda brutalno, spomnim me na, da ne rečem otroštvo, ampak mladost. The best. Zdaj pa, gledaj, da boš dosegel tale rezultat, ne? Da bom tam gor. Ja. Ostra konkurenca. Akcija, gremo. Bomo videli. Oska, ko da se je zožalo treninga. Je v redu? Nekaj je ratal. Marko, kako je bilo? Moram reči, da sem kar zašvicul, pa ne zato, ker ni klime, ampak je, kakor zgleda lahek, je tako aktiven poligon. Ti malo nabilo adrenalina, ne? Je, presežen. Ja, in kakve so bile tvoje misli medtem, ko si bil na progi? Da nam zbol količka, ali pa če ga že zbijem, da ti ne boš videl. Ne, se vas. Ja, glej, jaz sem tekmovalen, bom kar priznal, jaz ciljam nekam proti vrhu, no, tako da. Ok, kam misliš, da si pristal s svojim časom? Med prvimi tremi, no. Med prvimi tremi? Ja. V bistvu si četrti! Odlično! Je to top 5, ne? Ja, lej, A ni? lucky loser, ali kako pravi. Ne, je super! Odlično! Ej, pa niti enega stožca se nisi dotaknil ali pa podrl, kar pomeni, da si v zelo dobri družbi redkih, ki niso nobenega podrli, ne? Lej, vsaka čast, zavc, pomotar, kaj ne rečem, moral bom malo trenirati. Ne, komentar je 2 podr. Res, pa je še to vozil. Ja, tako da v bistvu ti si drugi od unih, ki niso nobenega podrli. Tako da v bistvu si med top 3, vidiš? Samo parametre moram spremeniti. Hvala za to lažbo. Kaj pa Celica, kak je bila? Hudo, old school, čist. Upam, da nisem menjalnika kaj poškodoval, ampak glej, drugače pa top. Tele so pa teli, ki so me spravili sem, Matej, živijo. Živijo, kako si kaj? Kako je možno, da je 2 podaril pa 49, pa to ni realno. Sam to pomeni, da je on šel 39, ne? Se pravi, če bi ti šel hitrej, pa bi 2 podr, bi mogoče imel 48 rezultat.